En lep pozdrav z moje strani. Jaz sem Damjan Kavaš in moram reči, da sem se s kulturnim in kreativnim sektorjem prvi srečal 2008. To, ker sem začel malo z evropskimi projekti hoditi okoli, sem začel razlagati, da je pa to tisto, kar tudi spodbuja gospodarski razvoj. In že takrat nekako sem zaslutil eno stvar, ki imamo še danes, to, da je to v bistvu zelo heterogen sektor. Jaz se moram tukaj zdaj Ani zahvaliti, ker je predstavljal vse tisto, kar sem jaz hotel na začetku, tako da se tudi porablja moj čas, ampak dobro. Tako da hvala, Anja. Tako da in ta sektor v bistvu ima mogoče po eni strani eno slabo lastnost, to je to, da je do vseh pod nobenega. In v tej naši slovenski sektorsko organizirani, bi rekel, organizaciji, ne govorimo samo o javni upravi, vladi, ampak tudi o podjetjih, je seveda to včasih pač ovira. In zato bomo danes v bistvu poskušali predvsem vprašati odločevalce, kako oni vidijo sektor in kako bi oni, bi rekel, njihove organizacije lahko prispevale, da bi v bistvu olajšali delo sektorja, ker smo videli, sektor ne temelji samo na javni podpori. In pa seveda nas tudi zanima, kako oni to pač seveda vidijo v prihodnosti. Zdaj jaz bi začel tamle pri Tomažu Bohu, tako da mogoče eno vprašanje najprej, Tomaž. Vemo, da kdor je letos poslušal poročilo o razvoju, vem tudi državni sekretar Frangež je bil prisoten, smo bili vsi šokirani o kreativnosti, pa kako naši otroci noče biti odprti, pa se noče učiti, pa smo najslabši skoraj v Evropi, ker starši pravijo otrokom pa res se ni treba učiti in potem tudi pišemo peticije, da so mature pretežke in tako naprej. In me zanima, kako vi kot na ministrstvu, ker vsi vemo, da kreativnost pa inovativnost greta z roko v roki. Kako vi vidite v bistvu kreativnost in ta sektor in tudi mogoče, kako nekako vključujete ta sektor, bi rekel, samo, bi rekel, znanstveno inovacijsko politiko in imate že kakšne ukrepe, bi rekel, namenjeni prav sektorju, to se pravi, naj se bo samostojno, bi rekel, bolj politično ali z vidika sodelovanja z ostalimi deležniki. Ja, hvala lepa, dober dan in lep pozdrav tudi v mojem imenu vse skupaj. Ne vem, a sem ti hvaležen ali sem nekoliko, ti bom vrnil v priliki, da si me prvega izzval tule, ampak vendar mislim, da je pač potrebno povedati, da na ravni našega ministrstva, ki je v osnovi za visoko šolstvo, znanost in inovacije, je sektor z področja pač kreativni sektor vključen na mnogih področjih in morda ena od stvari, ki jo je treba poudariti, tako kot je Damjan rekel v štartu, tudi mi se včasih delamo, da sektor je naš, pa ni čist naš, ker je še od kogarkoli drugega. Ker kar pomeni čist preprosto, da moramo sodelovati in moramo vključevati druge resorje, druge institucije in skratka dati naš prispevek k celotnemu pač oblikovanju tega področja. Zdaj, če me vprašate, ali imamo za sektor ločene inštrumente, nimamo jih. Imamo pa inštrumente nacionalne in tudi tiste, ki so v širšem kontekstu, v evropskem, kjer je kreativni sektor zagotovo vključen in je eden od tistih, ki pripomore k temu, da so znanstveni dosežki, da je bazično raziskovanje, skratka ugotavljanje novih dejstev, novih principov in tako naprej, potem tudi v kontekstu prenosa znanja, ki ga mi z inštrumenti podpiramo, potem prenešeno v višje faze razvoja, bližje trgu in potem s pomočjo tudi inštrumentov, ki jih izvajajo druga ministrstva, pravzaprav potem tudi na trg in bližje uporabniku, torej da povečujejo dodano vrednost, torej nekako da povezujejo od tistih bazičnih raziskav, kjer je relativno malo vključenosti, pa tudi v tem kontekstu je potrebno reči vedno več, do trga. Morda izpostavil pa kljub vsemu bi dve stvari, kjer
pa lahko rečemo, da se precej dobro povezujemo z drugimi resorji in verjamem, da je rezultat takšen in bo takšen, kakršen more biti. Prvo je partnerstvo ali pa raziskave na področju kulturne dediščine, raziskav tako imenovani dediščinske znanosti, kjer smo v zadnjem obdobju skupaj z Ministrstvom za okolje in pa z Ministrstvom za kulturo pristopili k partnerstvu na tem področju, evropskem partnerstvu, dali skupaj tako resurse finančne kot druge, da bodo razpisi, ki bojo objavljeni na EU ravni, pravzaprav, da bojo lahko naši prijavitelji pri tem sodelovali enakopravno, enakovredno, tako kot prijavitelji iz drugih držav in nadejamo se, da bo to en tak pomemben element, prek katerega bomo spodbudili to sodelovanje, da ne bomo govorili samo o raziskavah in na drugi strani samo o konzervatorstvu, če grem zelo grobo v skrajnost, ampak skratka, da imamo eno celo presečišče vmes, kjer pridejo različne znanosti skupaj, različni pristopi in daje dober rezultat. Druga stvar, ki je takšnega pomena, je že večkrat omenjeni danes novi Evropski Bauhaus, kjer je ena od institucij, ki jo zelo aktivno oziroma podpiramo tudi na ministrstvu in smo aktivno pomagali pri njeni vzpostavitvi, namreč Center InnoRenew v Izoli, ki je zdaj postal del Univerze na Primorskem, je ena izmed vodilnih institucij, ki se ukvarja z novim Evropskim Bauhausom, kjer pa spet pridemo skupaj. Njihova primarna funkcija je bilo ukvarjanje z trajnostnim gradbeništvom, z kompozitnimi materiali, ki temeljijo na lesu in tako naprej. In na drugi strani z Bauhausom, novim Evropskim Bauhausom kot principom približevanja teh gradbenih principov prebivalstvu, skratka vključujoče trajnostno gradbeništvo, ki je daleč od zgolj raziskovalnega principa in moram reči, da to je tudi eden izmed primerov, kjer je dobra sinergija, fuzija teh različnih pristopov in kjer smo kot ministrstvo zelo intenzivno in aktivno vključeni. Ostalih stvareh naprej v nadaljevanju, da ne bom predolg. Ja, hvala. Marko, kako pa ti kot iz sektorja za pametno specializacijo in tvoja ekipa, kako vidite vlogo KKS-ja, to se pravi z vidika tako gospodarskega, kot bi rekel, družbenega ali pa rečemo, potegnemo črto trajnostnega razvoja? Pozdrav vsem najprej, hvala za vabilo, Anja. Bom najprej odgovoril kot privatna oseba. Vprašal si človeka, ki je v 80-ih letih koncipiral prvi kreativni grozd v širši regiji Metelkovo in tam pustil en dober del življenja. Skratka, smo stestirali to vprašanje vloge kreativnega sektorja v družbenem razvoju, tako da mi je od blizu jasno, približno, kje bi bile družbene inovacije in tehnološke inovacije v kontekstu kreativnega sektorja. Zadnjič na projektnem svetu smo imeli potem eno razrahljano debato Centra za kreativnosti, eno razrahljano debato tam na trgu Fužinskega gradu z člani projektnega sveta in smo se spraševali o izkušnjah z kreativnim sektorjem v smislu družbenega angažmaja in vpliva na družbene procese. In pokazalo se je takole v eni sproščeni razpravi, da smo si delili en pogled, ki se mi zdi, da ga je dobro povedati, glede na to, da je popolnoma svež nekaj dni nazaj, en pogled na stanje v Sloveniji v kreativnem sektorju. Namreč kronična, morda celo religiozna zadržanost kreativcev, ustvarjalcev, umetnikov do podjetniške ideje, do na koncu dobička. Razlog, zakaj sem jaz po 10 letih dela na Metelkovi zapustil ta kreativni grozd, je bil prav v tem, da je obstajala ta močna, bom rekel, dogmatska zadržanost do podjetniške ideje. In tukaj vidim, da je Center za kreativnost naredil en velikanski preboj.
za to subvencionirano poroko med obema sektorjema, za to medicino, bom rekel, na osnovi teh izkušenj, ki jih nimam samo jaz, temveč se je pokazalo prejšnji teden tudi številni drugi, ne samo s tem centrom, ki sem ga omenil, ampak tudi z Rogom, tukaj se je ponovila ta bolezen slovenska, se pravi ta kroničen, akutni odpor do podjetništva, ki bi ga morali v resnici uroditi praktično v populacijo, v vse dejavnosti, od kmetijstva do visoke umetnosti. Skratka, tukaj vidim eno veliko dodano vrednost za potem tisto, kar sanjamo vsi, da je kreativni sektor steber inovacijskega ekosistema skupaj z drugimi stebri, znanost, podjetniško okolje in seveda z inštrumenti, ki potem morajo ta sodelovanja podpreti. Toliko v štartu, naprej pa pa. Hvala. Jaz sem poznal to zgodbo, mislim, da jih večina ni, z Metelkovo. Zgodba z Metelkovo večina ni vedela, da si bi ti tam vključen in tako da. Bil si družbeni inovator že pred časom. Super. Gospa Tjaša, zdaj ljudje smo taki, da najbolj nas prepriča dobri zgledi. In dobri zgledi ponovadi niso strategije in nacionalni programi, saj ljudje jih tako ne gledajo, ampak so projekti. In kako vi kot direktorica Arisa v bistvu vidite sektor, koga vključujete, bi rekel, svoje razpise oziroma jih še boste, kako je pri merilih, včasih se konča pri pogojih in merilih, tako da bi vas prosil, da svež pogled na to. Živa. Aha, se slišimo. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Hvala za vabilo in priložnost, da mogoče še tu obelodanimo, da v zadnjem obdobju Aris ni samo agencija, ki spodbuja oziroma podpira, financira znanstveno-raziskovalno dejavnost, ampak je novi zakon dal mandat, da izvaja tudi aktivnosti inovacijske dejavnosti. To je en tak pomemben preboj, ki je dal še dodaten zagon in možnost povezovanja. Ne samo tem panog ved, ampak tudi medresorskega sodelovanja. Zdaj sicer Aris še zdaj, pa tudi v preteklosti, je predvsem recimo preko razpisa CRP, medresorsko, zelo široko, dobro sprejet razpis, podpiral raznolike tematike, tudi tematika, o kateri govorimo danes, ni bila izključena. Z samo uvedbo inovacijske dejavnosti smo se pa na agenciji kar dosti ukvarjali ne samo z merili, kriteriji, kazalniki, ampak tudi z načinom, kako omogočiti oziroma vzpostaviti evalvacijske procese. In prijavitelji na inovacijske razpise morajo v bistvu že takoj o prijavi izbrati eno izmed področji 14 industrijskih ekosistemov. In eno izmed teh področij je eksplicitno z imenom vezano zelo ozko ravno na področje kreativnosti in kulture. In potem, ko gre projekt enkrat v recenzijo, te projekte recenzirajo eksperti točno iz tega področja. In tu smo želeli v bistvu s to razmejitvijo narediti nek mejnik, tudi razbiti neko mogoče prepričanje, da prijave ocenjujejo strokovnjaki, ki niso strokovnjaki tega področja. Tako da Aris v bistvu zdaj s to inovacijsko dejavnostjo, z razpisi, ki jih večinoma, inovacijski razpisi so večinoma v tem trenutnem obdobju podprti s kohezijskimi sredstvi, jih v bistvu izvajamo in recenziramo tudi nekako po teh industrijskih ekosistemih in ne zgolj samo glede na področje strategije pametne specializacije. Ne glede na to, pa je tu še vprašanje potem teh meril. Tu je v bistvu tako zelo dobro vprašanje, ker seveda, če bi bil nek ponder oziroma pogoj, da mora biti konzorcijski partner, akter iz sektorja industrije, se pravi kreativne industrije, bi seveda zagotovo prijavitelji zelo dobro te konzorcije uskladili in pridobili pač maksimalno število točk oziroma že zadostili pogoju,
Zdaj, če je to pravilna smer ali ne, mogoče na tem mestu niti ne bi diskutirali. So pa že sedaj v bistvu že v sama merila vkomponirani elementi, ki upoštevajo ta segment, in sicer v segmentu odličnosti projekta sta dva v bistvu elementa inovativnosti, ki se ocenjujeta: ekodizajn, industrijsko oblikovanje, tako da v bistvu je naslovljeno, mogoče pa ni zelo na veliko napisano, no. Tako da mogoče zaenkrat z moje strani toliko. Hvala, ampak jaz vidim to kot zelo velik napredek. Tako da super. Gospod Frangež, kako vi na ministrstvu? Vemo, da v številnih razvitih državah je to sektor, ki je v bistvu najbolj propulziven, ne? To je v bistvu zelo kreativnost, inovativnost, izreden pomen intelektualne lastnine, neopredmetenih sredstev. Kako vi na ministrstvu vidite ta sektor kot, bi rekel, mogoče še ne dovolj izkoriščen vir konkurenčnosti, ali pa dajmo reči, koliko je reklo poročilo o razvoju produktivnosti v Sloveniji? Dobro jutro, hvala za povabilo, hvala za vprašanje. Preden odgovorim na vprašanje, mogoče tudi moja intimna povezava. Jaz se večkrat rad pošalim, da trpim za rahlo bipolarno motnjo. Namreč, kdor me vsaj bežno pozna, bi rekel, da sem velik ekstrovert, rad nastopam, rad govorim. Nimam težav z nastopanjem pred velikimi množicami in podobno. Čeprav vam povem, da se najudobneje počutim takrat, ko sem sam seboj, ker sem sam sebi najboljša družba. In kaj ima to z kreativnim sektorjem? Zato, ker je moje orodje dizajn. Jaz politiko si najprej narišem. Sodelavka mi je zadnjič povedala, da je govorila z nekim sodelavcem, ki je imel težavo z tem, da mi nekaj razloži, in se je pritoževal nad tem, da me pač državni ne razume, ne. In potem mu je rekla: pa ti vidiš, kako on vam razlaga stvari, ne? Kako to misliš? Vstane in vam to nariše na tablo. Če te ne šteka, mu nariši. Posebej v preteklosti mi je v tem pogledu bilo zanimivo ustvarjanje blagovnih znamk, sam branding, in ne samo v oblikovalskem, pač pa tudi v smislu zgodbe, vrednot, kulture, organizacije. In iz tega potegnem poanto, ki mi je zelo pomembna in mislim, da mora postati eden od driving forces gospodarske transformacije, v katero zelo močno verjamem. Ne le, da moramo gojiti design-centered and culture-centered organizations, ampak da moramo postati tudi design-centered družba. Torej družba, osredotočena na dizajnu, družba, ki dizajn razume kot svojo vrednoto, in sam ga v gospodarskem smislu vidim vsaj v dveh smislih. Prvič, kot enega od ključnih enablerjev, ki pravzaprav omogoča napredovanje drugih industrij, seveda z ciljem povečevanja produktivnosti. Jaz se rad ponavljam svoje fraze in v tem pogledu si želim, da bi slovensko gospodarstvo produciralo v večji meri končne izdelke, ki so produkt slovenskega znanja, inovacij in dizajna. To prelivamo tudi v vse svoje strateške dokumente, denimo v slovensko startup strategijo, kjer se strinjam, da je na celi vrsti področji, v celi vrsti industrij pravzaprav dizajn, bodisi kot iz dizajna izhajajoč razvoj produkta ali ključen komunikator rešitve, pravzaprav ključen za pomembne kakovostne in vrednostne preskoke na cenovnih verigah, še posebej seveda v situaciji, ko se naše gospodarstvo sooča z celo vrsto strukturnih težav, ne. To, kar se nam danes dogaja, ni nekaj, kar se nam dogaja ciklično, dogaja se zaradi tega, ker so industrije, v kateri smo tradicionalno pač izvažali, bili zanesljiv in kompetenten dobavitelj, ker smo pač nekaj znali vliti iz aluminija, ker smo znali nekaj zašvasati, ker smo znali nekaj oblikovati iz plastike, karkoli pač smo že počeli. Same po sebi radikalno spreminjajo, dobavne verige se krajšajo in za celo vrsto industrij se utegne zgoditi, da utegne izpadati iz
iz dobavnih verig. Zakaj? Zaradi tega, ker je spet v ospredju cenovna konkurenčnost. Zato je dizajn eno od ključnih orodij pač razlikovanja, ne, v vrednosti. Ne. No in druga komponenta tega razumevanja dizajna in kreativnih industrij nasploh je seveda izvozna moč tega sektorja kot takšnega. In mislim, da imamo tukaj še več potencialov, še več priložnosti. In to, če govorimo o audiovizualnem sektorju, vemo, kako pomemben je tukaj film in audiovizualna produkcija, kako pomembna je tukaj glasba, do tega seveda, da dizajn, programiranje, igrice, spletne rešitve seveda potujejo po digitalnih poteh in pravzaprav nimajo teh geografskih barier. Nek proizvod, ki ga je nekdo drug v Nemčiji vgradil v svoj končni proizvod, pač je občutljiv na ceno transporta, kreativna rešitev praviloma tukaj nima omejitev. Čestitam Ministrstvu za kulturo, čestitam Centru za kreativnost, mimogrede, Matevž, če mi dovoliš, tako se komunicirajo javni razpisi, iskrene čestitke, in vzel si bom en izvod, Anja, zato da ga pokažem svojim sodelavcem in našim izvajalskim institucijam, tudi Arisu, kako pričakujem, da se bo jasno, vizualno podprto v prihodnje komuniciralo ukrepe, ki jih izvaja Ministrstvo za gospodarstvo. Še samo glede meril. Jaz se strinjam, da mora dizajn in kreativna dodana vrednost postati eno od meril, na podlagi katerih bomo znali ustvariti tudi razlikovanje med res kakovostnimi projekti in ker moramo vsi skupaj razumeti to kot eno od ključnih točk preboja. Gospod Kaveš, se opravičujem, če sem bil dolg. Ne, hvala, zelo delim vaše mnenje. Tukaj ena stvar, ki se mi zdi izredno pomembna, potem bo pač Matevž Čelik nekaj povedal, bi rekel tudi od začetka, mogoče, da nadaljujemo, ampak ena stvar, ki se mi zdi, zakaj oni dobro delajo. Dobro delajo zato, ker se ustvarjalci nad njimi pritožujejo, oni, ki so izven ekosistema, pa rečejo, to je pa dobro. Tako da to pomeni, da niso od nikoga in kar za kreativno industrijo je to zelo pomembno, da si horizontala, svoboda, kreativnost in jaz moram reči, da moram pohvaliti in sem zelo vesel velikrat, ko pridem recimo do kakšnih, bi rekel, ali odločevalcev, ali ustvarjalcev, ali podjetnikov, ki ne vejo, da sem bil vključen v to zgodbo, bi rekel, prek analiz samega začetka in me tako, ne da bi vedel, zelo pohvalijo, bi rečejo, teli so pa res, tale razpis je bil super. Tako da jaz, kaj ne rečem, samo tako naprej. Ampak verjetno tega ne bilo, če ne bilo Matevža tukaj. Tako da Matevž, glede na to, da je že ministrica povedala, kako vidite vi to kreativno industrijo in tako, bom spustil to prvo vprašanje, ki sem tega poslal, pa te bom vprašal, kako pa ti danes gledaš na to pot samega Centra za kreativnost, od začetka, od ideje, bi rekel, vse te borbe, kaj vi pokrivate, kaj ne pokrivate, čigav to je, a je to pokriva oblikovanje, a je to karkoli, kako zdaj vidiš na to pot, no? Si ponosen, domnevam. Zelo sem ponosen na ekipo, ki je to ustvarila in razvila naprej v nekaj, kar je bilo mogoče pred 7-8 leti, ko se je to začelo nepredstavljivo. Tako da res čestitke Anja in ekipa. Mislim, da se je platforma iz projekta zares razvila v eno nacionalno platformo, ki je obenem en povezovalec na nacionalnem nivoju, po drugi strani pa tudi res zastopa Slovenijo na primeren način v različnih projektih na evropskem in mednarodnem nivoju. In je obenem tudi prostor, kjer so se drugi naučili stvari delati naprej. Vidimo, da Center Rok je uspešno zazival in izvaja projekte in se pravzaprav stvari na smiseln način naprej razvijajo. Bom vseeno rekel, da ko smo začrtali Center za kreativnost, smo ga
delali pravzaprav v enem drugačnem času, v času, ko je resnično, tako kot je Anja v uvodu povedala, so mnoge države na teh področjih že razvijale različne programe, pri nas pa ni še nič bilo in mogoče smo takrat hoteli v eni sapi odgovoriti na zelo veliko vprašanj in smo zastavili programe, nekateri se potem tudi niso vključili v program, pa smo razmišljali tako o štipendijah, o subvencijah za najemnine, za prostore, za mlade ustvarjalce. Izvajali smo raziskave, te se zdaj izvajajo v okviru Direktorata za razvoj kulturnih politik na Ministrstvu za kulturo. Tako da stvari iz centra mislim, da na smiselen način rastejo naprej. Rekel tudi, da je center bil zamišljen v tem smislu, da kulturo in ustvarjalnost po eni strani vidimo kot eno od ključnih sestavin v receptih za prihodnost, da če govorimo o inovacijah in so tu pomembne znanstvene raziskave, so na enak način tudi pomembne tu raziskave, ki se dogajajo skozi umetniška raziskovanja, skozi oblikovalska raziskovanja, arhitekturna raziskovanja in druga kreativna raziskovanja, kjer so metodologije drugačne in kjer gre za trials and fail principe, ampak je to vseeno bistvenega pomena. Po drugi strani je pa kulturni in kreativni sektor tisti, ki skozi svoje institucije lahko mnoge ključne koncepte diseminira v družbo na bolj učinkovit način kot mnogi drugi sektorji. Če govorimo samo o arhitekturnem področju, ki je moj princip, ko gre za neke ključne spremembe v razmišljanjih in če govorimo o gradbeništvu, ki je tudi ključna tema novega evropskega Bauhaustva in se bo moralo transformirati, če bomo zares želeli postati zeleni in bolj krožni, je ena od bistvenih stvari tema prenov objektov. In če smo včasih govorili o prenovah kot samo o izbranih kulturnih spomenikih, danes govorimo o prenovah kot o okoljski nuji in je pravzaprav o vsakem objektu potrebno razmišljati najprej o tem, ali ga bomo obnovili. In v zvezi s tem trenutno na evropskem nivoju poteka zbiranje podpisov v okviru državljanske pobude House Europe, da se spremeni zakonodaja na tem področjem in skozi kulturne institucije in skozi kulturne pobude se take spremembe v glavah lahko najbolj učinkovito diseminirajo. Mislim, da bi veliko stvari še ostaja, ki jih lahko izboljšamo in nadgradimo zdaj v prihodnosti. Mislim, da kreativnost in kultura v tem smislu morata postati ena taka zelo stabilna horizontala, kjer zdaj vidimo, kako skozi to medsektorsko sodelovanje stvari dosegajo učinke. Podporno okolje, ki se je tu razvilo skozi projektno podporo, mora dobiti eno stabilnost, da bo lahko delovalo naprej in financiranje graditi naprej skozi večletne programe in projekte in odpenem zagotavljati podpore, da se bodo lahko tukaj v Centru za kreativnost in drugi, tako kot je Anja pokazala v začetni predstavitvi, vključevali tudi v druge projekte in prenašali skozi ta vključevanja dodatna sredstva sem v Slovenijo. Super, bom nadaljeval pri tebi, samo eno kratko vprašanje. Mi imamo zdaj zelo dobro delujoč center za kreativnost, ki, kakorkoli vsi rečejo, vse to je pod Ministrstvo za kulturo. Zdaj, kako ti vidiš, da bi lahko naredili nek ekosistem ekosistemov? To se pravi, KKS je že sam po sebi zelo heterogena zgodba in seveda, če hočeš delati nek vsakih od teh panog, ki je del tega, je v bistvu en svoj ekosistem, naj bo audiovizualna, naj bo glasba, karkoli. In kako v bistvu ti vidiš, da bi bilo možno nekoč vse skupaj nekako povezati. Ker na ostalih področjih, na znanosti, na podjetništvu, veliko govorimo o ekosistemih, ali bi bilo tudi tukaj možno pač to povezati in koga ti vidiš, ki bi bil tisti
vreden zaupanja, ki bi bil povezovalec, bi rekel, pa ne nujno reči zakaj, ampak ti priporočam, tako da vse se hecam, ampak res, kako to vidiš, ker to je vprašanje za $1 milijon, ker se potem ta slovenska, bi rekel, Kleinkarirter logika hitro pokaže, začnemo si braniti svoje pozicije, isto je v znanosti, isto je posodno. Tako da oba Matevža. Nimam odgovora na vprašanje za $1 milijon, ampak mislim, da je več stvari. No. V resnici ste zbrali tukaj zdaj na odru pravzaprav prave ljudi ali pa prave sektorje, ki se morajo na tem področju povezati, da bodo v prihodnosti stvari postale bolj stabilne in samoumevne. Jaz vidim veliko priložnosti v stvarih, ki smo jih že skupaj zastavili. Midva z Matevžem mislim, da bova morala še sedeti skupaj, ker mislim, da neke medsektorske finančne podpore na področju kreativnosti in gospodarstva moramo še razviti naprej. To, kar z Ministrstvom za visoko in šolstvo in znanost že počnemo, mislim, da je zelo dobra podlaga tako na področju novega evropskega Bauhausa kot drugih razpisov, ki jih želimo podpreti. In mislim, da z Ministrstvom za kohezijo tudi moramo razmišljati naprej, kako te programe umestiti v prihodnje kohezijske programe. Tako da vprašanja za $1 milijon verjetno nisem odgovoril, verjetno so stvari že s tem, kdo je prisoten na tem odru, da je ta odgovor dovolj jasen. Ja, hvala. Mogoče še en komentar na to, pa mogoče, da še eno vprašanje zraven, da vi ste zelo veliko govorili o dizajnu, ne? Ampak vemo, v tujini zdajle, recimo, če gledamo, industrija iger je že večja kot filmska industrija. Pol šport je drugi najbolj gledan dogodek. Se pravi, imamo cel kup enih, glasba je tako globalna, ne? In imamo cel kup tudi drugih, ne? V Sloveniji bi rekel, upravičeno je oblikovanje bil vedno naša, bi rekel, svetilnik kreativnih industrij, ampak kako pa vi na ministrstvu gledate še kaj drugega? Seveda, kulturni turizem je tudi tukaj, ampak zakaj moda recimo ni v Sloveniji biznis? Zakaj audiovizualen ni tak biznis, kot bi lahko bil, glede na naše lokacije in tako naprej. Tako da, kakšen je vaš pogled na to? Kje je v bistvu tukaj mogoče izziv ali pa več izzivov? Vseeno ekosistem, ker tudi meni je izjemno pomemben, dr. Peter Vostner, vse začne z ekosistemom, ne? Sripiso ekosistem, razvili smo cel kup različnih ekosistemov, ki predstavljajo danes učinkovita podporna okolja, ne? Zdaj, kdo mora postaviti ekosistem? Ne mi dva, ne mi odločevalci in policy makeri, vi. Ne? Dober je tisti ekosistem, ki ga zgradimo od spodaj navzgor. Od zgoraj navzdol pa moramo razumeti, zakaj so ekosistemi pomembni. Ker predstavljajo ne le sogovornika, mislišča, inkubatorje, pač pa tudi zato, ne, ker predstavljajo organiziran sistem za razvoj podpornih storitev. Zato absolutno ima Center za kreativnost tu svojo središčno vlogo in sem hvaležen, da je oživljen in močnejši kot kadarkoli. In ja, mislim, da ga je potrebno v prihodnjem obdobju izdatneje podpirati. Anja je prej že uvodoma citirala nekaj zelo relevantnih poročil, od Dragijevega poročila, pa mislim, da je zato, kar se danes tukaj pogovarjamo, še odločilnejše poročilo o razvoju, tudi ti si ga omenjala. Namreč, kaj pokaže? Da smo mi po celi vrsti kriterijev v bistvu zelo, zelo dobri. Po vlaganjih v neopredmeteni kapital, dizajn, intelektualno lastnino, kodo, ne, pa pravzaprav zelo, zelo slabi. Izrazito podpovprečni. Če bomo želeli izkoristiti čas največjih gospodarskih sprememb v svetovni ekonomiji, v človeški zgodovini, je edini način, da to naredimo na način, da je kreativno-kulturni sektor pravzaprav poganjalec teh transformacij. Mislim, da sem odgovoril tudi na drugo vprašanje. Okay.
Zdaj pa eno vprašanje. Vi ste zdaj že povedali, kako zdaj lahko. Moram omeniti, no, ker je res delo našega ministrstva zdaj res skozi več let in mislim, da več generacij in je pomembno začel spreminjati tudi kulturo naših podjetij. Ne. Kompetenčni center za design management, mislim, da je zdaj Natalija druga, tretja generacija, četrta generacija celo. In lahko vidimo, podjetja, ki so vključena, so danes svetilniki slovenskega oblikovanja v svet, ki jih res odlikuje ta dizajn, samo če pomislim na recimo Adrio Mobil, pa še zdaleč ni edina. In mimogrede, zakaj se zdi, da je bilo v preteklosti, v socializmu konkretno, tega industrijskega dizajna več, se spomnite vseh, kako ne rečem, absolutnih presežkov, ki jih je slovenski dizajn v tistem obdobju ustvarjal. Zato, ker smo imeli bistveno večji output končnih proizvodov. Ne? Potem smo se po osamosvojitvi, vključevanju evropske dobavne verige, smo postali bolj dobavitelj kot dejansko razvijalec. Jaz mislim, da v tej veliki transformaciji moramo ponovno se v večji meri osredotočati na to, da bo naš izdelek, naša storitev, naša tehnologija, ne, z globalnim dometom razvita, dizajnirana v Sloveniji. Kar se tiče ostalih industrij, se opravičujem, ker sem govoril veliko o dizajnu, z Ministrstvom za kulturo skupaj skrbimo tudi za film, recimo, in so mnoga področja, kjer ni mogoče jasnega ownershipa, ampak glejte, vi ste tudi gospodarska dejavnost. Še posebej vas gledamo kot gospodarska dejavnost, kadar ste organizirani kot SP, DOO ali katerakoli druga oblika izvajanja gospodarske dejavnosti. In takrat je temu sektorju na voljo tudi vse tisto ukrepi, ki so na voljo slovenskim podjetjem kot takim. Ne? In to vsaj direktno, kadar sami razvijate neko rešitev, ki jo hočete spraviti na trg, ali na drugi strani integrirani v širše konzorcije, kadar se razvije mogoče kompleksnejša storitev, ki pa nujno potrebuje ta vaš kreativni input. Super, hvala. Gospa Tjaša, eno vprašanje. Mi, ki smo delali analize, vedno smo gledali, kako to podpirajo Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za kulturo. Nikoli pa nismo pogledali, kako podobne agencije, kot je vaša, podpirajo, bi rekel, kreativen sektor. To je tudi, kaj Anja kazala, so bili zelo take komercialne podpore, ne? In smo res, bi rekel, bili zelo hvaležni, če nam mogoče poveste, kakšne so vaše izkušnje, bi rekel, s podobnimi organizacijami, kot je vaša v tujini. Upam, da sem zdaj pržgala sem. Najprej bi se navezala na tele ekosisteme, če dovolite, ki ste jih prej omenjali, in sodelovanje. Zdaj jaz tu eno tako zelo potencialno dobro pot za sodelovanje, za mreženje, za nadgradnje, kakorkoli, ustvarjanje sinergij, iskanje mogočih nekih partnerstev, vidim tudi v sodelovanju neposredno CZK-ja in RRI stičišča, ki ga ARIS vzpostavlja. Tako da jaz tu res vidim eno, da se da narediti en preboj, ena dodana vrednost na tem področju medsebojnega sodelovanja. Zdaj pa, če se vrnem na vaše vprašanje, ja, zdaj take predvsem evropske agencije delujejo na zelo podoben način kot ARIS, se pravi z nekimi spodbudami financirajo oziroma spodbujajo neke raziskovalno-razvojne inovacijske projekte. Zdaj ena taka, ko smo jo pri pregledu, so kolegi me pa opolnomočili, da je pa mogoče en tak primer dobre prakse pa v bistvu britanska združena agencija UKRI, ki pa v bistvu ciljno podpira oziroma vlaga v ta sektor kreativnih industrij in so v bistvu od leta 2018 dalje nekako 19 regijskih kreativnih vozlišč ustvarili. In ta vozlišča pač podpirajo oziroma omogočajo sodelovanje kreativne industrije s podjetji in pa z akademiki. In po njihovih lastnih podatkih nekako za 600% presegajo pričakovane rezultate. Tako da je res en tak, po mojem mnenju, dober pokazatelj, dobra praksa nekih ciljnih vlaganj države v nek sektor. Super, super. Zdajle mi je v bistvu kapnil, bi rekel, še ena pohvala, ne?
Vem, da imamo organizacije, ki imajo pri nas spremljanje dosti dobro pokrito, vem, da je to Spirit dobro delo, SPS, ampak tudi Center za kreativnost, ne, ker se mi zdi, če nimaš sistema spremljanja, da nimaš kazalnikov, da ne zbiraš, ne moreš tega pokazati, ne. In na koncu, zanimivo, takale slika največ pove. Ravno zadnji sem gledal en članek o promociji znanosti, ne. Evropska komisija je naredila eno, seveda, 500 strani študijo, ne, in je bilo 178 downloadov na spletni strani, ki so dali na Instagram, je bilo 50.000 pogledov, ne. Tako da v bistvu in tudi mislim, da pa lahko tole pokažeš, seveda pa ne vzabaš zadaj sistem spremljanja in tudi rabiš seveda tudi neke analize, ker drugače si samo še eden človek s svojim mnenjem, tako da, kar se mi zdi zelo pomembno, ne. Zdaj, Marko, mi ne moramo imeti pametne specializacije, no, tako da jaz vem, da je kar nekaj držav in tudi regij v tujini dal kot prednostno področje kulturne kreativne industrije, ne. Zdaj, v Sloveniji pač tega nismo, ne, tako izrazito. Zdaj, kaj ti misliš, kaj bi bilo treba narediti, da bi bil ta sektor toliko prepoznan, no, pri vseh deležnikih, da bi pa rekel, tam ima pa tako vpliv, da bi pa moglo biti neko res prednostno področje samo kot po sebi, no. Zdaj, mi smo v pametni specializaciji z Centrom za kreativnost, ne, tukaj ni nobene dileme. Ravno pred nekaj tedni je bil v Bruslju dogodek z očetom pametne specializacije Dominikom Furejem, ki je segmentiral prednostna področja pametnih specializacij v regijah nekako takole, so bolj ekosistemska prednostna področja, so bolj tehnološka prednostna področja, so bolj industrijsko specifična prednostna področja in so transformativna prednostna področja. Enako je pri nas. Center za kreativnost sodi v ta ekosistemski del in smo ga ves čas mislili kot takega, predvsem zaradi dviga inovacijskega indeksa splošne inovacijske kulture in podjetniške kulture v državi. Zdaj, če gledamo primerjave v svetu, je seveda to zelo težka naloga, ker so ekonomije obsega različne, ampak mi smo se seveda zgledovali po parih res svetilnikih. Jaz bom povedal jih par, ki jih poznam iz časov 20-30 let nazaj in jih spremljam daljše časovno obdobje. Na prvem mestu seveda Linz kot mesto, z Ars Electronico, jaz sem tja še hodil kot IT developer, kot obvezen sejem enkrat letno. Danes je to ključni arts, science, technology pogon v Evropi in poganja tudi to, kar vidimo danes skozi EIT Creative Industries, kamor se je, kot je rekel moj državni sekretar, Mao lahko s CZK-jem takoj priključil, ko je Evropska komisija ta center vzpostavila. Skratka, Ars Electronica in mesto Linz ni samo zdaj referenčni center za dizajn in prenos novih tehnologij v družbeno prakso. Kot primer povem, nazadnje, ko sem bil tam, je Mercedes tam testiral svoje avtonomno vozilo v Ars Electroniki. Mercedes testiral avtonomno vozilo. Ful narejeno. Danes pa, kot slišim, Linz vzpostavlja novo univerzo avstrijsko z Ministrstvom za znanost in ta univerza bo specializirana za transformacijo industrij in za poklice prihodnosti. To so zadnje informacije, ki slišim iz Avstrije, ni treba iti daleč. Drug primer megalomanske ambicije vključevanja centra, vključevanja kreativnega sektorja v transformacije je mesto Bilbao. Tudi Bilbao mi je zelo blizu, desetletja ga spremljam, poznam ga kot industrijsko zabačeno, popolnoma pokozlano mesto izpred 35 let, grozljivo. Mislim, ne vem, kdo je bil v Bilbao pred 35 leti. Kdo je bil v Bilbao zadnjih 10 let? 2 tedna nazaj. No, Damjan, pol ti, to je muska za tvoja ušesa pol, ne. Bilbao danes in Bilbao 30 let nazaj je Bilbao poročen z kreativnimi industrijami in dizajnom. Inštitucije, glavne inštitucije, mesto tipi-topi, univerza, parki, arhitektura,
ne vem, lepo. Ne moreš verjeti. Ne. Tretji primer, to je pa, zdaj ne bi ga omenil, če ne bi ti poprijel za Metelko. Ne. Moj zadnji projekt z Metelko je bil z La Villetom v Parizu. To je največji kreativni center na svetu, ne, po kvadraturi. Ne. Tam je mesto znanosti v največji kvadraturi. V Sloveniji ga imamo na Trubarjevi na 4 kvadratnih metrih. Ne. Tam je ena največjih stavb. To je mestni projekt. Če mene vprašaš, Damjan, kdo bi moral biti integrator vseh teh politik, mestne občine so integratorji takih politik. Rečemo Zürich, Berlin, poleg tega, kar smo rekli, Linz, Bilbao, Pariz. La Villette je bil pariški projekt integracije vseh kreativnih industrij. Tam imate mesto glasbe, imate ta največji razstavni prostor, kar jih je v Evropi, in imate mesto znanosti, imate filmsko industrijo z prvim 3D kinom že od. Ne. Skratka, je mestna občina tista, ki je integrirana. V našem primeru je odgovor, glede na to, ker inštitucije imamo v Ljubljani, Rog, Mao, pa še kakšna, da ne bom spet rekel Metelko. Skratka, poročiti te institucije, narediti en dober memorandum of understanding, en dober kvalitetno pogodbo o sodelovanju z Arisom, ne, kot izvedno inštitucijo, pa še kakšno. Mi smo imeli probleme s Centrom za kreativnosti od začetka, katera inštitucija bo izvajala razpise, glede na to, da Mao kot muzej ni akreditiran za take stvari. Zdaj, že tako smo ga doregistrirali Mao, da je lahko design thinking delal. Ne. Mogoče ali bi ga bilo treba doregistrirati ali pa narediti eno mehko konzorcijsko pogodbo, kar delajo recimo Litvanci zelo dobro, Finci zelo dobro, mehke konzorcijske pogodbe med inštitucijami, ki potem predstavljajo eno zgradbo ali, kot si rekel, ti ekosistemov. Ne. Točno tako. Okay. Hvala ti. Zdaj pa še Tomaž, kako pravi svetopismo? In prvi bo je zadnji. Ne? Tako da, eno vprašanje. Če je ena stvar, ki jo vidiš v evropskih politikah, je tudi to, da v bistvu ta sektor skozi bolj pomemben tudi v obzorju Evropa. Ne? Zdaj tudi, kako te vidiš, bi rekel, te prioritete in imamo kakšne dobre zglede v Sloveniji, kar se tega tiče, in kaj ti misliš, da bi bilo potrebno narediti, da bi bilo teh dobrih zgledov več? No? Ja, kar se tiče obzorja Evropa kot centralnega programa na področju raziskav in inovacij, je verjetno smiselno spogledati vsaj z 2 zornih kotov. Eno je tam, kjer se samo področje pojavlja neposredno in kot samostojno. To je znotraj Grozda 2, kjer je čist, reče se mu, da ne bom povedal kaj napačno, skratka, zdaj nem našel, kulturna dediščina, kulturna in ustvarjalna industrija. Skratka, gre za eno izmed področji, kjer je samostojno postavljeno. In tudi znotraj tega so razpisi ravno zdaj, verjamem, da marsikdo od vas ve, 16.9. mislim, da se eden zapira na to temo. Upam, da ste se v katero izmed tem, ki so pripravljene oziroma razpisane, da ste se našli znotraj nje in se boste prijavili. V tem kontekstu bi tudi predlagal, in ne samo zdaj, ker za tega itak prepozno, ampak za v nadaljevanje, da se zelo intenzivno in močno oprete na naše kolege, ki pokrivajo obzorje, skratka na mrežo nacionalnih kontaktnih točk, kjer vam bojo lahko ne vsebinsko, zagotovo pa postopkovno in pa z nasveti, kam in na kakšen način se obrniti, kako pripraviti, zelo močno pomagali. Tako da ta je del, ki je samostojen. Druga stvar je pa tako, kot je bilo že danes večkrat rečeno, integriran v druge večje inštrumente oziroma kot del drugih inštrumentov tudi v drugih grozdih oziroma na drugih področjih. Ne nazadnje tudi glede na to, da v prvem stebru, ko govorimo o znanstveni odličnosti in kjer recimo v kontekstu ERC projektov, se pravi projektov Evropskega raziskovalnega centra, kjer so najbolj bazični projekti, vidimo, če gremo majhen analizirati, da z
gradualnimi raziskavami tega, kar počneš, ne prideš daleč. Mora biti ideja čim bolj odbita in v bistvu ravno še prav prizemljena, da verjamejo, da z tega lahko nekaj rata. In to je recimo že eden od prostorov, kjer je veliko prostora za združevanje pač te bazične znanosti za principi, ki so čist izven ustaljenih poti raziskovalnega dela. In v bistvu tudi potem znotraj drugih delov je pač obzorja je vedno več oziroma je prostor za tovrstne raziskave. Zdaj pri koncipiranju naslednjega okvirnega programa mislim, da je potrebno, da vsi akterji, ki delate tudi na tem področju aktivno pristopate k pač oblikovanju novega okvirnega programa. Zdaj morda upam, da ne bo preveč bogokletno, da rečem, trenutno so najglasnejši seveda tisti deli gospodarsko-raziskovalnega področja, ki pravijo, da je treba tradicionalni okvirni program razširiti z dvojno uporabo in z obrambnimi raziskavami. Če ne bo drugega zelo aktivnega vključevanja tudi drugih segmentov, bo ta tisti, ki bo prevladal. In najbrž to ni nekaj, kar si edino želimo v tem kontekstu. Če gremo zdaj na nacionalno raven, ki si jo omenil, jaz mislim, da je ena izmed ključnih stvari, ki jo v zadnjem obdobju delamo, poskušamo skupaj z Arisom, tudi z drugimi resorji in akterji, ki sodelujejo tukaj, je pravzaprav odpreti prostor tega tradicionalnega raziskovalnega dela na majhnih fokusiranih vsebinah. Če pogledamo inštrumente, ki so bili večinoma na mizi v zadnjih desetletjih, so majčkeni projekti, znotraj katerih je vsak vodilni raziskovalec, principal investigator rekel, jaz pa na podlagi svoje raziskovalne odličnosti počnem tale mikrodel, kdorkoli mi pride nasprot, ga bom probal umakniti, zaradi tega, ker ni reč, ki bi jo bil pripravljen odpirati. Kar počnemo je v zadnjem obdobju, je, da praviloma vsa nova sredstva in tudi tistih del sredstev, ki so že generalno na voljo, poskušamo usmerjati v večje inštrumente. Znotraj velikih inštrumentov, ki so po svojem obsegu vredni milijon in več, praviloma zahtevamo konzorcijske sestave, praviloma zahtevamo večji in širši fokus, kar pomeni od to, kar sem prej rekel, bazičnih principov, pa bližje trgu ali bližje družbi, kjer pomeni, da je prostora za to vrstni, kakor Marko pravi, poroko ali pa izvenzakonsko zvezo, saj je nepomembno, ampak gre za partnerstvo med različnimi akterji na tem področju, tega je vedno več prostora zaradi velikosti projektov. In verjamem, da tudi v prihodnosti bomo večino teh reči, ki bodo projektne, usmerjali v te večje inštrumente, kjer to bo. Zdaj pa pridemo pa tudi do tega, da kdo poleg centrov na področju kulture, na področju, na širšem področju kulture, če temu tako rečem, je tisti, ki mora biti tukaj senzualiziran. Zagotovo tudi univerze in inštituti. Na univerzah lahko rečemo, da je vsaj nekaj delov, kjer je že per se ta dvojnost raziskovanja ali pa sinergija, fuzija raziskovanja in kulturnih kreativnosti prisotna, zagotovo na univerzi, znotraj umetniških akademij, znotraj arhitekture in v tem kontekstu zelo močno prisotno. Na inštitutih ravno tako, ker je znotraj širših projektnih sodelovanj možno to narediti. In jaz mislim, da s tem moramo sam nadaljevati, da je popolnoma jasno, da smo v zadnjem obdobju, tudi kar mislim, da je ena od pomembnih reči, evalvacijske procese, ki so bili prej omenjeni, premaknili iz bibliometričnih in zelo scientometričnih, če temu tako rečem, v precej bolj v smeri ocenjevanja vsebine kot celote, in ni važno, koliko bo na koncu tistih citatov, H-indeksov in ne vem češa še vsega, s čimer se posebej raziskovalci zelo radi zaradi te merljivosti postavite nazven, evo, to je moj rezultat dela, da je vpliv
ki ga tovrstna raziskava na družbo kot celoto ima ključnega pomena. In to lahko naredimo samo z kvalitativnimi ocenjevalnimi postopki, ki so pa praktično na vseh razpisih postali prevladujoči in tukaj smo tudi v zadnjih letih zelo se približali temu, kar je tudi na evropski ravni. Skratka, institucionalno, velikost inštrumentov in pa ocenjevalni postopki, mislim, da so ključne stvari, kjer smo v zadnjih letih naredili precej napredka in verjamem, da ga bomo v prihodnje tudi. Tomaž, hvala. Vedno občudujem tvojo sistematičnost, moram reči. Aha, daj, okrog. Samo en dodatek na obzorje in novo programiranje. Iz obzorja je bil financiran en krasen projekt STARTS, Science, Technology, Arts. To je mreža, povezovanje med tovrstnimi inštitucijami iz Slovenije, mislim, da je bila Kapelica z K4, ne, Juri, drugač pa vodilni partner, seveda spet Ars Elektronika in ravno zdaj v kontekstu novega programa obzorja je razprava tudi o nadaljevanju tega projekta. V jedru tega projekta je bilo seljenje rezidenčnih umetnikov med temi inštitucijami, članicami, kar se je izkazalo menda kot vsaj potem, kar vemo, zelo učinkovito. No. Super, super. Jaz bom zdaj zaključil, vsem bom postavil isto vprašanje, bomo šli zdaj od leve proti desni. Jaz se spomnim, ko smo vse študije delali, še 2-3 leta nazaj smo rekli, KKS, to bo pa vedno, ne, to se pravi, tehnologija ne bo vplivala na KKS, ne. In seveda potem članki, fake videi, fake igravci, še kaj druge, ne, sej znanost je na zelo podobni zgodbi, ne. In vse stvari se menjajo, pa ne samo, bi rekel, sam sektor, cela družba, cel svet se menja, prej smo govorili o družbenem vplivu in tako naprej, pa bi vsako od vas se vprašal, ampak to čisto vaše osebno mnenje, kako vidite ta sektor, gospodarstvo, družbo, recimo v roku 10 let. Predvsem z vidika, dajmo reči, vpliva umetne inteligence, dajmo se ustaviti tukaj. No. Ne vem, jaz mislim, da je to, bi rekel, voto novo okroglo mizo zelo hitro, ne, ker jaz, ne vem, jaz moram priznati, da me frapira hiter razvoj vsega, ne, po drugi strani vemo, da so omejitve in energetske in finančne in tako naprej, ampak spreminja način dela, no, in to smo se jih preden smo šli gor razgovarjali, kako, bi rekel, nam res je pri manualnem delu, pa tudi že pri kreativnem zelo pomaga, ne, in kje zdaj boš vedno človek kot kreativno bitje, dajmo reči tako, in se tem dotaknemo vsega, družbe, okolja, kreative, gospodarstva, znanosti. Tako da, vaš oseben pogled, me zelo zanima, no. Mislim, da v tem smislu človek kot kreativno bitje ali pa kreativnost kot dejavnost, jaz mislim, da v nobenem primeru s stvarmi, ki se na novo razvijajo, ne bo ogrožena, ampak s pravim razumevanjem kot orodij bo lahko samo še bolj uspešna. Ne. Vse te grožnje se mi zdi, da jih je treba kritično obravnavati in se tudi novih orodij smiselno lotiti. Jaz sem pred leti bil povabljen na en obisk na Finsko, kjer smo gledali nove šole, ki so nam jih predstavljali, osnovne šole so nam jih predstavljali ravnatelji, zdaj to je bilo že več kot 10 let nazaj. In takrat so pravzaprav nam razlagali, kako ne prepovedujejo mobilnih telefonov v šolah, ampak jih smiselno vključujejo v določene izobraževalne programe in dejavnosti. In tudi tukaj mislim, da se teh stvari ne bi smeli bati, ampak bi morali pravzaprav skozi izobraževanje mlade že zelo zgodaj učiti, kako ta orodja kritično videti in jih znati pametno izkoristiti. Jaz vidim prihodnost pravzaprav še bolj prepleteno in multidisciplinarno in medsektorsko, kot je zdaj, ker mislim, da vsi problemi, ki jih imamo pred sabo, so taki, da na nje ne more odgovoriti sam sektor, od okoljskih do demografskih, do drugih in tukaj bo prav gotovo pomembno, da se bomo še naprej veliko pogovarjali in skupaj tuhtali o tem, kakšne
programe in spodbude bomo razvijali. Hvala. Okay, en širši odgovor bom pripravil v enem eseju za naslednjo priložnost, ampak prej sem dejal, da mora dizajn, beri ustvarjalnost, postati del naše družbene organizacijske kulture. Mislim, da je še ena komponenta, ki jo moramo prav mi, Slovenija, kot ena majhna skupnost, zelo odprta v svet, privzgojiti kot del naše organizacijske kulture, in to je kultura sprememb. Mislim, da smo kot majhna družba, ki bi morala imeti prednost v visoki prilagodljivosti, obupno togi in zelo neradi sprejemamo pač spremembe. Jasno pa je, da spremembe ne prinašajo le priložnosti, prinašajo samo tveganja. Ampak meni se zdi, da v slovenskem javnem diskurzu res doktoriramo na tveganjih. Pa bom dal samo AI kot ograževalca, ki, kot ga vidimo v Sloveniji, premalo kot enablerja, premalo kot velikansko priložnost, kot primer. Vse, odkar govorimo od AI, v Sloveniji govorimo predvsem o vseh negativnih stranskih učinkih, o vseh tveganjih, ki jih za družbo predstavlja. Zdaj, jaz ne znam pogledati v prihodnost, sem pa zelo future driven, ampak, veste, če ni tam zadaj obet ene boljše prihodnosti, kjer se ne bomo ukvarjali z rutinskimi, večno ponavljajočimi, dolgočasnimi opravili, ampak svet, v katerem se skrivajo zanimiva in ustvarjalna delovna mesta, ki bo imela svoj pomen, potem ne vem, zakaj se bi borili. In zato, ker je samo to pozitivna vizija, pozitiven pogled, optimizem, lahko v osnovi drive družbenih sprememb, jaz ne morem pristati na to, da je pač prihodnost distopija. Hvala. Se strinjam z vsem povedanim, kaj nas čaka v prihodnosti, ja ne vem. Zdaj v bistvu, jaz zadnje čase kar nekaj je teh debat, vse posodke smo, in naravno par dni nazaj smo imeli na agenciji eno debato, in sicer koliko let bomo še rabili, da bo umetna inteligenca recenzirala projekte, ker pri pisanju bojda to že je testirano, da to že zelo dobre predloge da, kako izboljšati, kaj še treba napisati v določen segment prijave oziroma vloge, glede na merila, se pravi inpute, ki ti umetni inteligenci daš. Tako da odgovora nimam, očitno pa gremo v to smer. Jaz komaj čakam, da bo umetna inteligenca ocenjevala projekte na razpisih, da se izognemo, oprosti, tudi napakam in tveganjem, ki jih prinaša človeški faktor v zelo majhni in Sloveniji, kjer se vsi poznamo, da ne bo narod spet mislil, kak državni sekretarji in ministri talamo denar projektom, ki jih pač vodijo ljudje, ki jih v majhni Sloveniji nujno poznaš. Ampak Aris ima tuje recenzente. No, glede na to, da smo na forumu, ki je namenjen razpisu, ki je objavljen, bom iz logike razpisov odgovoril na vprašanje. V razpisih centraliziranih, posebej obzorje, IT in tako naprej, je ključna tema, ki jo ocenjevalci zasledujejo, uporabnik. Kdo bo tehnologijo, ki se razvija, uporabljal, kdo bo rešitev na koncu implementiral. To, kar imamo v obzorju, je formulirano ponavadi kot primer uporabe, use case, ali pa deployment strategija ali karkoli. Skratka, vedno je v design thinkingu v ospredju, kdo bo ta dizajn na koncu pod prsti spravljal v uporabo. Neposredno odgovor na vprašanje, kdaj bo recenziranje na centraliziranih razpisih, je zaenkrat odločitev zelo jasna. Evalviranje bo ostalo v človeških rokah in možganih. Je pa recenzija že AI podprta. Jaz sem ravno v zadnjih mesecih, ne vem, verjetno veliko od vas uporablja in objavlja svoje tekste in eseje na akademija.edu. Akademija.edu je novo storitev odprla pred kratkim in to je recenzija
recenzija napisanih del, se pravi esejev in zaključenih znanstvenih del. Ne. Vsem uporabnikom so nam eno delo recenzirali zastonj in moram reči, da je to, kar sem jaz dobil od recenziranega dela, vrhunsko. To, kar je bilo narejeno, je bilo tipi-topi, ne vem, če bi dal najboljšemu ekspertu na področju za recenzirati, bi bil s to recenzijo, ki je AIS produciral, zadovoljen. Dobra priporočila, dobra analiza teksta, kapo dol. Hvala. Strinjam se z vsemi, ki so rekli, posebej Matevž, tehnologije je treba inkorporirati v procese, tudi izobraževalne, ne pa postavljati meje, ker tehnologije so dejstvo, tle ni vprašanje ja ali ne. Super, še Tomaž? Ja, se ne vem, kaj dodati v tem kontekstu. Meni se zdi pomembna, mislim, kjer nekaj reče to, da seveda ne vemo, ne kaj bo v 10 letih, ampak glede na eksponenten razvoj, kaj bo v 2 letih prinesla tehnologija in pa pač novi pristopi. Zagotovo je pa ena reč ključna in tudi kar se tiče recenzij, kaj je zdaj Marko povedal, kako krasno naredi. Jaz mislim, da ključna stvar, ki ostane človeku na koncu, je to, da bo moral na vse skupaj kritično pogledati. In ta kritičen pristop k čemurkoli, ali k recenziji, ali k komurkoli tretjemu, je nekaj, kar je najmočnejše orodje, ki ga človeška pamet ima. Vse ostalo, delati se nekako gledati stran in misliti, da recenzije kot teksti ne bodo narejeni z umetno inteligenco, da raziskovalci kot takšni ne bojo pisali proposalov z umetno inteligenco, da otroci v šoli ne bojo spisov pisali z umetno inteligenco in učitelji ne teh spisov popravljali, je utopija, seveda bojo. Ampak zdaj ključno pa je, da tisti majčken na koncu, kar je kritična presoja, pa vedno ostane, ker po analiziranju faktov, iskanje že narejenih reči, pač nikoli se ne bo dal, glede na to, kam se razvija, tekmovati za tehnologijo, ampak tega pa tehnologija ne bo mogla. Ravno tako, kot če pogledate, meni je bilo zelo simpatično, ko pogledate, že pred leti je bilo, zdaj sam še boljš ali pa sam še hujš, da lahko brez težav orodjem umetne inteligence poveste, da naj vam napiše, ne vem, simfonijo ali karkoli že v slogu kateregakoli izmed skladateljev in bo to naredila. Ampak nikoli pa ne bi dodala Ode radosti v 4. odstavek oziroma v 4. stavek Beethovenove. Tega pa ne bo naredila. In ravno to je tisto, kar je presežek in kar nikdar ne bo pač umetna inteligenca naredila. Super, preden končamo, da ne bomo imeli spet klasično, vsak naj v minuti pove, bi prosil, da obrnete glavo, zadaj imamo 3 vprašanja. Pa bi prosil, mislim, da Matevž prvi je verjetno za oba Matevža. Pravi, v Sloveniji potrebujemo vladno strategijo za KKS, v bistvu je vprašanje za vseh 5. Če bi kdo od vas... Daj, prosim. Priznam, jaz predvsem vidim, da se pomen sektorja integrira v vse strategije. Jaz se bojim, da imamo preveč sektorskih strategij, so te vedno koristne. Res se mi zdi, da si ne želim, da ima vsak sektor svojo strategijo, ker menim, da so zakonitosti vendarle skupne. Potrebe so skupne, in da lahko mi z krovnimi mehanizmi marsikaj rešimo. Kadar pa je potreba po sektorskem pristopu, pa predvsem spodbujam to, da je ta zgrajen od spodaj navzgor. In primere takšnih sektorskih strategij imamo, kjer ne da je vlada najbolj pametna, ampak predvsem, da se spodbuja povezovanje znotraj ekosistemov, njihov skupen premislek o trendih, o priložnostih, tudi tveganjih, in da na podlagi tega prihaja do orientira, ki ga država na koncu pripoznava, seveda tudi soustvarja, ne pa nujno, da je ključni in glavni dejavnik, ker pač takšen pristop pomeni tudi bistveno bolj vključujočo in demokratizirano družbo. Ja, jaz bi mogoče na tretjega, pa bova
s Tomažem skombinirala. Zdaj tako je, kar se tiče ARIS razpisov. ARIS izvaja tako znanstveno-raziskovalne, katerih pravna podlaga je ZRID, in pa inovacijske, kjer še vedno uporabljamo ZPOP. In tisti razpisi, ki se izvajajo kot inovacijski po ZPOP-u, v bistvu ne zahtevajo formalne, da mora biti formalno to raziskovalec strokovno-tehničen upisan v kakršnokoli evidenco ARIS, ker se v bistvu razmejitev med raziskovalci in strokovno-tehničnimi definira po Frascati priročniku. To, kar ima pa ARIS v bistvu po znanstveno-raziskovalni veji, bi bil po moj odgovor, da sprememba zakona, pravilnikov in vseh pravnih podlag praktično, ki jih imamo sprejete. Tomaž? No, ampak jaz imam osnovno vprašanje tukaj, oziroma moj pogled na tole, da odgovor na zadnje vprašanje je predvsem vezan na tisto, kar sem že prej rekel, na oblikovanje širših in večjih inštrumentov, torej večjih razpisov oziroma večjih projektov, ki vključujejo zelo raznoliko zelo raznolike akterje in zelo raznolike udeležence v takem. Če me vprašate za ta male razpise, vendar govorimo o, vsaj na nekem delu, ko govorimo o bazični znanosti, je popolnoma jasno. Govorimo o znanstveni metodi, ki mora biti uporabljena, govorimo o raziskovalni opremi, ki mora biti za to na voljo in za to pač spet uporabljena in vključena. In dejstvo je, da smo pogoje za kandidiranje na razpisih tudi v zakonodaji zelo omilili. Gre za v bistvu res tako bazične, da mislim, da je edini pogoj primarni je, da doktorat, ampak za raziskovalca, da sodeluje pa diploma. In v bistvu v tem kontekstu mislim, da so pogoji zelo pač znižani na minimum. Ko pa govorimo o potem višjih, če rečem zdaj grdo, TRL-jih oziroma tistem, ko gremo bliže inovacijam, tam so pa pogoji še bolj sproščeni, tako kot je rekla kolegica Tjaša. Tako da jaz mislim, da za vključevanje ne gre za iskanje rešitve v zniževanju kriterijev, kot trenutno veljajo, in majhnih projektih, ki bi jih želeli peljati naprej, ampak v povečevanju projektov, njihovega obsega, ki vključujejo vedno bolj raznolike udeležence v tovrstnem projektu. Super, hvala. Jaz mislim, da bomo mi zdajle zaključili. Šli smo iz preteklosti v prihodnost, prišli so nazaj sedanjost. Jaz bi se vsem udeležencem res zahvalil, upravičil bi se, ker nisem na ravno najboljšem glasu. Tako da jaz upam, da bo še podobne prilike v prihodnosti, ker jaz se tukaj z gospodom Frangežem strinjam. Brez povezovanja ne bomo dosegali nasploh pa v eni taki majhni državi, kot je Slovenija. Tako da hvala vsem.